Pred kratkim smo se pogovarjali, pa ne dolgo nazaj, o členu 148 o proračunu. Ponovno sem odprl obe ustavi in tako kot je rekel gospod šolski minister, da je potrebno za sesutje sistema, vsaj za šolski sistem je tako rekel, ampak jaz verjamem, da to ni edini, potrebno 10 let. In leta 2013 seveda so sprejeli spremembo ustavnega zakona, ki je v samo prvi stavek iz vsake ustave bom prebral, da boste čutili razliko, kje se je zalomil, zato da boste razumeli. Govor je o proračunu, to je 6. poglavje ustave, ki govori o javnih financah. In v stari ustavi, v prvi ustavi, ki še ni bila spremenjena, ki je takšna, kot je bila originalno sprejeta, prvi stavek piše: vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v njihovih proračunih. Se pravi, država svoje, lokalne skupnosti svoje. Potem je pa prišlo leto 2013, zlato fiskalno pravilo, uravnoteženje financ, o katerem ste nocoj slišali, in mi smo o tem govorili 2 meseca nazaj, ali pa mogoče še celo manj. Zelo podrobno smo o tem govorili. Zakaj? Zaradi tega, ker so uvedli načelo izjemnih okoliščin, kjer lahko finance divje uporabljajo, kakor hočejo, zato je bilo v covidu izplačanih toliko nepoštenih premij, nagrad, ne vem česa vsega. Ampak tukaj pa piše v prvem odstavku za spremembo od stare ustave: vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v proračunih države. To pomeni, lokalne skupnosti, ki odgovarjajo za šole, vrtce, vzgojo, in župani imajo tudi precej močno roko pri postavljanju ravnateljev in pri prenovah šol, ampak poglejte, pri javnih financah in pri tej porabi so izgubili moč. To pomeni, da šola sploh ne more v kraju več normalno delovati, zaradi tega, ker ima roko čez država. To so pa morali narediti zaradi agende 2030. Verjemite mi, jaz sem bral dokument iz leta 2002, tukaj smo v 2013, ko se je člen spremenil. Danes sem bral dokument United Nations iz leta 2002, to je leto, ki je bilo ustanovljeno tudi naše društvo, kako so razporejali finance in kako so narekovali državam, kako morajo finance v ustavah in to spremeniti, zato da bo imela država totalen pregled in totalno moč, da onemogoči lokalne skupnosti. In to se danes dogaja in pozna. Po 10 letih, torej 2013-2023, zemimo, zdaj smo 24, da je bil sistem že lansko leto, pa že malo prej sesut, takoj, ko se je začelo učenje od doma, katastrofa. Toliko o tem. Druga stvar, omenili so e-asistenta. Ker sem 5 let aktiven, zdaj le zelo močno aktiven in ker so imeli starši velike težave v šoli, sem seznanjen s tem e-asistentom, ko so učitelji opozarjali starše preko e-asistenta o napakah otrok. Banalne stvari. Predstavljajte si, da ste v službi, sredi sestanka, sredi dela, sredi odločilne, mogoče poteze, dogovora poslovnega, in dobite na e-asistent sporočilo, ki vam zapiska, ne vem, vaš otrok, nekaj se je zgodil, nekaj je rekel, nekaj je naredil, nekaj je polil, skratka, učitelji so vso odgovornost, ki jo otrok v šoli naredi, preklopili na starše. Lepo vas prosim, večje neumnosti kot ta e-asistent, ko vsak učitelj preklaplja odgovornost, ki jo mora v šoli narediti na starša, in jasno, da starš pride potem v šolo, prvič ponori, ker je to stvar vzgojitelja, ravnatelja, šolskega sveta, psihologinjo imajo, vzgojitelje imajo, vse imajo, in potem seveda starša prvega ga obvestijo, medtem ko je on v službi z drugimi stvarmi zaposlen in jasno, da ne more.
Če boste pozorni na to, kar sem zdaj povedal, boste videli, kako to v praksi izgleda v nocojšnjem filmu. Lepo vas prosim, ko zaključimo, ostanite in si poglejte film, ker je res zelo, zelo dober. Če imate koga, lahko ga še povabite zraven, ker je tako zgovoren, življenjski, družina iz današnjega časa, kako se živi na vseh družbenih nivojih. Tako da učitelji, če poslušate, če je kakšen učitelj, ravnatelj, župan, ukinite e-asistenta, zbrište ga, ne nalagajte staršem brezveznih stvari, ki se v šolo z otrokom dogajajo, kajti družbena odgovornost, kjer na tak način preko kompjuterja starše vključujete za neumne stvari in motite med delom, za banalne stvari, ki se v šoli dogajajo, to je stvar šole. Moja mama, ko sem jaz hodil 8 let v šolo, je šla mogoče 2-krat na leto na sestanek, pa še tisti sestanek je bil obvezen, vse ostalo je bilo brez problema, ko se jaz spomnim, kako je bilo v šoli, ker je bil učitelj alfa in omega, imel avtoriteto. Vprašajte se, zakaj je to se zgodilo, to je druga stvar. Še tretja stvar, nestrokovno vtikanje v šolstvo. Dragi moji, vsi, ki smo končali osnovno šolo, imamo 8 let prakse, kako šola izgleda. Kako bi morala izgledati, kako izgleda in kako bo izgledala, če se vse skupaj sesuje. Dragi moji, nestrokovno vtikanje v šolo je floskula, ki nima pravne podlage. Ko nekdo 8 let v eno ustanovo hodi, ima presneto dobro sliko, kaj se tam dogaja, ker je tam živel, je imel prvi stik in ko svojega otroka pošlje, ne glede na to, kako se šola spreminja, ima avtoriteto, ima določeno znanje in vedenje, o čem govori. Prvič je starš, ki je ustavno pooblaščen kot varuh, skrbnik svojega otroka, razen če je situacija drugačna, in ima pravico marsikaj reči v šoli, sploh pa ob takih pogojih, ki jih zdaj nalagajo učiteljem, da tudi živce zgubljajo, zato ker morajo zaradi zelene agende izpolnjevati papirje, ki so absolutno nepotrebni za šolo. Že to, ko sem videl, ko so učitelji šli v šolo, pride v službo in se mora iz hodnika, ko pride v zbornico, registrirati. To je tako, kot da bi jaz bil doma, pa bi se registriral na svoj WC. Za vsako lulanje, pa v spalnico za vsako spanje. Klik, 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 klik. Neumnosti, nadzor in jasno, da ljudje zgubljajo živce. Ni čudno, da se nihče več v ta poklic ne javlja. Pa še marsikam se ne bo, ker ni to edini sistem, ki zdaj propada, ampak je tako hudo, da so to mogli javno povedati. To je, kar se tiče tega, je pa res 10 let za sesutje šolskega sistema, 148. člen ustave je indikator. Vse, kar prevzame država, propade, ker se na vsake 4 leta menjajo ljudje, ki imajo partikularne interese. In to ne more obstati. Lokalna skupnost, ki ima bolj dolgotrajne interese, je nekaj povsem drugega, naj bi delal, župan in svetniki in krajani za svoje dobro, tako pa smo prišli že to, da se država vtikuje v lokalno skupnost je daleč, da se pa Bruselj v našo državo vtika, država potem na podlagi Brusla v eno vas ali mesto, to je pa nedopustno, tega ne smemo dovoliti. Nacionalni program so zbrisali in povem vam, da so naredili sistem, ki zdaj propada, ker ni naš. Ni naša kultura, ni naše življenje, sploh ne paše v naše kulturno, versko in življenjsko okolje. Toliko bi povedal o tem, kar sem slišal. Sedaj pa, poglejte, lepo prosim, nikogar ne bomo pustili za seboj, je tema, ki bi jo rad z vami predebatiral. In že prej na začetku sem povedal, da se je Slovenija zavezala trajnostnemu razvoju in izpolnitvi ciljev agende 2030. Kako in kdaj pa je prilagodila šolski zakon za izpolnjevanje te zaveze? Torej, v okviru izpolnjevanja trajnostnih ciljev, tukaj so uspeli govoriti o trajnostnem cilju samo o malici. O drugih stvari se naklepno, načelno, konkretno sploh niso dotaknili.
Ker rednega programa v šoli več ni. Tisto, kar je šola bila, več ni zaradi zelenega prehoda, zaradi digitalnega prehoda in zaradi 17 ciljev, ki so postali državna ustava, več normalne šole ni. Zato se to sesuva. Dragi moji, prilagoditev šolskega zakonodajnega okvira so bile, a veste kako, postopno vključene tako spremembe v kurikulum, ste slišali ministra, kot tudi v organizaciji izobraževalnega sistema kot celoti. In spremembe v šolskem zakonu so se pričele v letu 2016, takoj po Pariškem sporazumu. Torej zakon o osnovni šoli, ki vključuje spodbujanje in trajnostni razvoj, moment, ki vključuje cilje trajnostnega razvoja v kurikulume, v šolo, kjer so določeni osnovni predpisi, ki omogočajo obravnavo tematik, ki so popolnoma mimo, kot sem rekel, naše kulture, našega življenja, našega znanja, našega učenja, naše klasike in celotnega slovenskega sistema kot tipičnega sistema, in potem pride neko okoljsko ozaveščanje, družbena odgovornost. No, družbena odgovornost, ko se starš odzove v šolo za svojega otroka, je vse narobe. Če ga v šolo ni, je spet vse narobe. Človek več ne ve, kako naj ravna. To je neko trajnostno ravnanje z viri. Zapomnite se besede viri. Ko boste slišali politika govoriti o trajnostnih virih, vedite, da govori o človeku. Da govori o nas, da govori o tebi in da govori o meni. Edino človek je vir, vse ostalo je material. Trajnostni viri in zdaj upravljajo v državi trajnostno z viri. Oni bojo zdaj trajnostno z nami upravljali. Zdaj so se nam že v stanovanje po elektriki hočejo se usipati. Ne dovoljmo tega. Drugič, integracija ciljev trajnostnega razvoja učne vsebine, veste, se je izvajala v skladu s tem spremenjenim zakonom. Od 16, zdaj smo 2024, se pravi, 4 leta, dobra 4 leta, so implementirali v šole vsebine trajnostnega razvoja v predmete. Kompletni učbeniki so se spremenili, kot so naravoslovje, družboslovje, umetnost in predmetne sklope, ki se osredotočajo na etiko, naravovarstvo, globalne izzive. Naj vam povem, jaz sem 30 let v svojem poslu, kjer stvari tiskam. Tiskam, pač oblikujem, delam stvari, tako se preživljam. Nič koliko šol je v podjetju Bellis International, tako se imenuje firma, naročalo učbenike za šolo. In opazil sem od leta 2013, 14, 15, 16 do 2020, dokler se niso firme zaprle, da so se učbeniki spreminjali tako, da so bili vsako leto novi učbeniki. Ko se jaz spomnim, je meni mama kot najstarejšemu otroku kupila učbenik. Ta učbenik je imela moja mlajša sestra, potem je imela moja druga mlajša sestra naprej in potem smo ta učbenik lepo spravili, ga odnesli v šolsko knjižnico, kjer ga je imel naprej spet naslednji učenec. In to je trajalo. Če je učni sistem narejen, je narejen stabilno. In od leta 2013, vam jaz povem, da so se učbeniki spreminjali, pa marsikdo od vas tudi ve. Šola je šla v biznis, država je šla v biznis in Zavod za šolstvo Republike Slovenije, ki je zdaj gospod je minister, on je to uvajal. Kako je danes sladko govoril. In ta človek, ki je 10 let bil pred tem, ko je zdaj minister tam, direktor, je vsako leto uvajal nove učbenike na podlagi zelene agende. Toliko uvednost, da boste vedeli, koga ste poslušali. A veste, kaj je trajnostni razvoj v nacionalni okvirni kurikulum postavljati? Nacionalni kurikulum.
je totalen nonsens, je predanje osebne integritete, osebne suverenosti globalizmu, ki so ga šole dolžne zdaj po neki novi zakonodaji upoštevati pri načrtovanju učnih načrtov. Katastrofa! Tretjič, kaj so počeli? Okoljske predpise in trajnostno prakso je Slovenija začela uvajati v okoljske predpise v šolah. Otroke so nam začeli vzgajati kot novodobne otroke. Brisati spomin, tako kot je doktor profesor Godina lepo povedala, država ima rada neumne državljane. In zdaj vzgajajo neumne državljane, hodijo na sprehode, držijo se za rokce, pri zadnjih vratih prihajajo ljudje, ki spolno vzgajajo v varnih prostorih naše otroke. In tako naprej in tako naprej. Potem spodbujajo reciklažo, varčujejo z energijo. Poslušajte mi, kdaj je varčevanje z energijo prineslo gospodarsko dobrobit? Nikoli. In je tudi ne more. Prinese kvečemo revščino, upadanje gospodarstva in krah gospodarstva. Kako si lahko dovolimo, kako ljudje tega ne vidimo v splošnem družbenem stanju? Vsako varčevanje pomeni slabšanje, pomeni pad. In potem to z energijo in vodo ter večjo vključitev šol v lokalne, pazite, trajnostne pobude, kot so reciklažni programi, kmetijske prakse in tako naprej. To se pravi, da nas pelje šola v bistvu pa naše otroke 100 let nazaj ali pa 200 let nazaj. In poleg sprememb zakona so številne slovenske šole sprejele, pa posebno, veste kaj, bolj ko so to počeli, bolj so bile šole nagrajene. In med sabo so tekmovali, kdo bo imel bolj neumne učence. Za nagrado pa so prejeli hvalevredni certifikat, ki se imenuje, ne boste verjeli, zeleni ključ, ki nagrajuje šole za vključevanje trajnostnega razvoja, vsakodnevno delovanje. In ta certifikat spodbuja učence v šolah k bolj odgovornemu ravnanju, k okoljem in implementaciji izobraževalnih vsebin povezanih z ekološkimi in trajnostnimi mislimi, razvojem, idejami in tako naprej. Kdaj točno bo Slovenija dokončno prilagodila vse zakonodajne okvire, ni možno določiti, ker so spremembe do današnjega dne uveljavljale postopoma. In tako kot je poslanka povedala tam, da bojo zdaj na hitro neki se sklicali, pa so se že sklicali, pa se bodo neki dogovorili, pa bodo neki dorekli, pa neki bodo spet ene svečke v avto menjali in s tem bo spet nekaj zaključeno. Ne bo, ne more biti, ker je cel sistem tako pokvarjen, da je treba začeti iz ničle in sistem postaviti na novo. Izobraževalni programi in zakonodajne izvedbe, ki jih zdaj počnejo od 16 do 2024 in še spreminjajo po agendi 2030 za trajnostni razvoj, a veste, je katastrofa. Ker šolski zakon in drugi povezani predpisi so bili ključni za to, da so šole sploh začele prispevati k izpolnjevanju teh globalnih ciljev. Verjemite mi, da se šola ne bi spremenila, če ne bi bilo spremembe za financ. Šola se je morala spremeniti, morala je biti poslušna, ker če ne izvaja tega programa, ne dobijo države financ. Verjemite mi, če bi to bilo po lokalnih skupnostih, da bi lokalne skupnosti same bi se imele možnost upreti, reči, oprostite, država, vi imate svojo agendo, naši otroci v naši lokalni skupnosti, ki jo mi financiramo, oprostite, tega ne bo. Seveda so vedeli, to so planirali naprej. In potem pride starš v šolo in pove svoje mnenje in zdaj je zadirčen. Vidite, to so nesmisli. Zdaj rezultati spodbujanja v integracijo teh novodobnih ciljev, pa jim rečemo trajnostni razvoj, v učne vsebine, v celostni razvoj nacionalnega okvirnega kurikuluma, v okoljske predpise in v trajnostne prakse ter rezultate prejetih tako imenovanih tekmovalnih certifikatov zeleni ključ, kot smo videli tudi nocoj v Tarči. Kaj lepšega,
kot zeleni šolski propad sistema. Ne moreš drugega pričakovati. Poleg tega, če nismo malenkosti, lahko omenimo tudi prisilno cepljenje v sistemu, mnogo bolezni, veliko ljudi je umrlo, veliko ljudi je bolnih, veliko ljudi se več ne gre, da bo nekdo drug narekoval, kako se bom jaz zdravstveno odzval na neko zadevo, ki je ne poznam in ji ne dovolim ubrizgati v svoje telo. Torej, kot rečeno v sami oddaji, če ste dobro poslušali, popolno sesutje srednješolskega sistema, kot so gostje povedali, pa je že na dobri poti. Ravnatelj je dobro povedal, da je to že na dobri poti. Torej, živela agenda 2030 in zaveza politične Slovenije, ki vztraja v tej zeleni gnojnici. Žal mi je, ampak to je resnica. Dajmo se vprašati, no, pri vsem tem, ali cilji agende in zelenega prehoda predstavljajo enak sistem pri prekarnem delu kot del družbene odgovornosti. Prekarno delo, to se pravi delo, pri katerem je vsa odgovornost preložena na delavca. Če hočeš delati, moraš imeti svoj avto, če hočeš delati, moraš imeti svoje stanovanje, če hočeš delati, moraš SP odpreti, če hočeš delati, si moraš sam plačevati zdravstveno zavarovanje, če hočeš delati, skratka, moraš biti 24/7 skozi na razpolago, nimaš socialnega varstva, nimaš dopusta in če manjkaš, dobiš kazen namesto bolniškega dne. Prav ste slišali. Točno tako. Agenda mnogih globalnih organizacij in politik v zadnjih letih močno promovira ravno to obliko. Zakaj? Zaradi tega, ker v tej obliki ni več sindikatov. Torej, država s spodbujanjem prekarnega dela uničuje sindikate, ker sindikati po ustavnih pravilih imajo moč marsikaj reči in spremeniti. In če država hoče uvesti agendo, mora najprej sindikate uničiti. Kako jih bo uničila? Z obljubo fleksibilne oblike dela, in to vključuje prav v te prekarne oblike dela, ki so, glejte, brez dolgoročne varnosti za zaposlene, pravzaprav nobene varnosti. Pod preobleko družbene odgovornosti in gospodarske fleksibilnosti. Zdaj boš pa ti sam svoj šef. A ni krasno? In v teh besedah se skriva neka normalizacija sicer začasnih, projektno orientiranih ali pogodbenih zaposlitev brez ustrezne zaščite in brez socialnih pravic za človeka, ki se zaposli v takem podjetju. Torej, to prekarno delo, če tudi na prvi pogled odgovarja na zahteve trga in prilagodljivosti, kaj dejansko pomeni negotovost za posameznika in ustvarja sistem, kjer delavec nosi totalno vse tveganje. Zase, za družino, za firmo, vse je na njem. A veste, kam to vodi? V totalno destabilizacijo ne samo delavca, družine, ampak celotne družbene strukture. Ker ti ljudje se soočajo s finančno in socialno negotovostjo, ki delajo kot prekarni delavci. To škoduje kakovosti življenja osebno, kakovosti življenja družine, njegovemu zdravju, povečuje socialno izključenost in še bi lahko našteval. Vse te bomo danes videli v filmu, krasno prikazano. Glejte, ta družbena odgovornost, jaz sem še iz tistega časa Socialistične federativne republike Jugoslavije, kjer je bila družbena odgovornost. Ampak za družbeno odgovornost kaj smo imeli? Socialno preskrbo, bili smo socialno preskrbljeni, imeli smo stanovanje, imeli smo službo, imeli smo mesec dopusta, malo manj gibanja, več nadzora, nisem imel kaj reči, ampak v glavnem je zdaj to preslikano v to novo kapitalistično družbeno odgovornost. Ta je pa zelo huda, ker ti več ne narekuje država, kaj boš počel, ampak firme. Firme narekujejo, kaj bomo počeli, predlagajo zakon državi, država reče, firma mora tako delati, firma reče, imamo zakon, moramo tako delati in državljani se ne moramo več državi pritožiti,
firmi pa se ne moremo, ker dela v skladu z zakonom. In tako nas postavljajo v šah mat. A veste? Pa zakaj je temu tako? Zakaj je temu tako? Zakaj smo dovolili, da smo tako globoko padli? Razlogi za promocijo prekarnega dela kot domnevno družbeno odgovornega so kompleksni in večplastni, a se vrtijo okoli političnih, ekonomskih in ideoloških interesov. In jaz vam bom samo parih naštel to, da boste imeli vpogled eno sliko v razumevanje, zakaj je tako. Najprej je točka 1, kapitalistična težnja po zmanjšanju stroškov v firmah. Drugič, pojavlja se globalizacija in konkurenčnost. Firma, ki tako ne počne, prej ali slej propade ali jo pa izbrišejo, ker se je to razpaslo kot rak po telesu znotraj države in znotraj držav članic Evropske unije in seveda tudi po svetu. Tretjič, ideologija individualizma in prožnosti. Da država pove, da boš individualen, da boš sam svoj šef, da boš lahko delal, kadar boš hotel, v bistvu ne pove, da te bom poklical, ampak kadar boš hotel, ne? Kolikor boš hotel, in da boš delal s podjetjem, ne za podjetje. In tako naprej, in tako naprej. Tehnološke spremembe ljudi silijo v to, politična podpora zaradi želje po fleksibilnem trgu dela in politika daje to podporo. Natančno vejo, zakaj podpirajo tako delo, zato ker se redčijo sindikati, reči se moč besede ljudstva, ki je zaposleno v državnih firmah in seveda tudi v zasebnih podjetjih, ker sindikati, delavci, zaposleni po zakonu, imajo seveda izjemno moč, kadar potegnejo skupno besedo. In pa še tukaj je neposredni vpliv kapitalističnih, lobističnih interesov. Ker korporativni lobiji, ki imajo v nekaterih državah zelo močan vpliv ali pa celo neposreden vpliv na vlade, spodbujajo zakonodajo, ki omogoča prekarne oblike dela. In s tem zagotavljajo svoje interese. Saj to pomeni, večjo svobodo pri najemanju delavcev in potrebi, brez dolgoročnih obveznosti. Sredstva teh lobijev pa vplivajo na oblikovanje politik in na oblikovanje javnega mnenja, ker ti isti lobiji seveda plačujejo tudi medije, so lastniki medijev in seveda, ko imaš ti enkrat kot gospodarstvenik v šahmat poziciji medije in politike, lahko delaš kar češ. In takrat seveda javnemu mnenju se prikaže prekarno delo kot nujno, prekarno delo kot silno pozitivno in te psihološke metode delujejo, ljudje pa verjamejo. Skratka, sistematična promocija prekarnega dela kot družbeno odgovornega, ker zdaj pa seveda si ti odgovoren zase, dejansko pa nisi odgovoren zase, ampak za vsako stvar, ki se v firmi zgodi, plačaš 10-kratno ceno, veste, skriva mnoge interese in zavaja z idejo fleksibilnosti, z idejo svobode, med tem, ko postavlja vsakega prekarca v ranljiv položaj, brez varnosti, brez dostojanstva in brez kakršnih koli pravic. In v Sloveniji ta hip vidno razpadata, poleg drugih sistemov, seveda dva zdravstveni in šolski, kot smo slišali. In če preverimo, kako zeleni prehod, agenda 2030 in prekarnost vplivajo na ta razpad, pa jih imenujemo prazni katedri in razsuto zdravstvo, tako kot smo slišali. Razpad zdravstvenega sistema v Sloveniji pa je seveda tesno povezan s sodobnimi ekonomskimi, političnimi in ideološkimi vplivi. Ne glede na to, da se 30 let sklicujejo na zdravniške dolge vrste, to je bila samo finta za bogatenje zasebnih zdravnikov. Ne? V bolnico te ni sprejel, si pa plačal popoldne, te je pa v zasebni ordinaciji čakal. In vse to je povezano s cilji zelenega prehoda. Vsa ta bela mafija, zelena mafija, modra mafija, šefovska mafija, lobijska mafija, politična mafija, vse to je povezano. Zaradi tega, ker so se
vsi ti ljudje, ki so odgovorni in na vrhu povezani, dogovorili, kako bojo čim več izčrpali iz ljudstva. In to počnejo z naraščajočo prekarnostjo. In ti dejavniki ustvarjajo okolje, kjer vključuje javne storitve, kot sta zdravstvo in šolstvo, in ostajajo premalo financirane, jasno, ljudje grejo rajši pico raznašati, rajši gre za natakarco kot za učiteljico, rajši gre pometati, ker dobi več, kot da bi se izobraževal ali hodil v šolo. In namen agende je dejansko narediti neizobraženega, nepismenega državljana, ker edino takšnega ga lahko vodi. Človek, ki razmišlja, ki zna kaj povedati, ki se zna postaviti zase, tak človek za državo ni dober. Ja? A vidite, to so prinesle uravnotežene finance. Vse je v denarju. In država se po tem členu, ki smo ga v uvodu prebrali, ne sme več zadolževati zaradi tega, ker je Evropska unija tako rekla. Ker če hočeš biti član Evropske unije, moraš fiskalno pravilo sprejeti, zato so to sprejeli. In če se ne smeš zadolževati, potem ne daješ denarja tam, kjer je potreben. Lokalna skupnost ne sme dati, zaradi tega, ker je javne finance skrbi državna blagajna. Če ne smeš dati, nimaš besede, in tako smo v bistvu pri sektorjih, ki so dodatno obremenjeni z novimi zahtevami v šoli. Vedno nove zahteve, pa vedno manj financ. V službah vedno nove zahteve, težje naloge, pa vedno manj denarja. Vedno več dela, nižje plače. Kje je 8-urni delavnik? Kam je šel 8-urni delavnik? Gre dobesedno za nižanje financ in višanje zahtev. A veste, omenjeni koncepti vplivajo na stanje teh dveh sistemov, o katerih smo se nocoj pogovarjali in se še pogovarjamo. In zeleni prehod in bremenitev proračuna. In zeleni prehod v skladu s cilji te res strupene agende prinaša preusmeritev javnih sredstev in pozornosti v neke trajnostne projekte, ki še danes ne vemo, kaj to pomeni, vključuje večjo podporo zelenim investicijam, ki ne vemo, kaj to pomeni, kdo obrača ta denar in kam to gre. Govorimo o energetski učinkovitosti, ki ne vemo, kaj to pomeni, zaradi tega, ker so učinki taki, da moramo elektriko šparati. Govorimo o obnovljivih virih električne energije, kje pa so, to, da uničujejo okolje z vetrnice, a to je obnovljiv vir energije. Govorimo o zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar pomeni o ubijanju naroda. O klestenju družinskega proračuna, poseganje v bančni račun državljanov, v globe, v rubeže, da na koncu si v takšnem dolgu, da postaneš revež in odvisen od tako imenovanega UTD, univerzalnega temeljnega dohodka, in takrat si v kameri, takrat si pod nadzorom, takrat si samo še državni vir. To je tisto, o čemer sem vam na začetku povedal. Torej, zeleni prehod je v Sloveniji že povzročil preusmeritev financ iz tradicionalnih sektorjev, kot so zdravstvo, šolstvo, torej v projekte, ki absolutno niso nujni in sploh niso koristni za celotno prebivalstvo. Nujno je šolstvo, nujno je zdravstvo. Kaj je lahko bolj nujnega? Za naš lastni obstoj. Zdrav človek, zdrav duh, zdravo telo, zdrava pamet in dober šolski sistem. Kako smo lahko tako globoko padli? A hkrati zahteva neko prestrukturiranje, dodatne prilagoditve, ki jih morajo šole uvajati, zdravstveni sistemi uvajati, prestrukturiranje, uvajati nove zahteve, opisati, ne vem, kaj vse, bremeniti administrativno zaposlene, da se ne more ukvarjati s svojo primarno dejavnostjo, ampak z administracijo, v tem, kaj bo vnesel računalnik in tako naprej. To pomeni, veste kaj, finančno obremenitev brez večjih proračunskih prilivov.
In to je katastrofa. In ko slišimo inovacije, digitalizacije, prožne oblike dela, se zavedajte, da je tukaj noter skrit cel kompleks trikov in pasti, samo zato, da bi se posamezniki ujeli eden po eden v to mrežo, da ti izpijajo vse notranje organe in uničijo tvoje življenje z družino vred. Tako da to prekarno delo in vpliv na razkroj strokovnosti, ki se dogaja, zmanjšuje privlačnost poklicev, pa ne samo v zdravstvu, v šolstvu, pač pa povsod. In mladi strokovnjaki se raje odločajo, če obstaja seveda nekaj bolj stabilnega. Pa tudi, če ni tako, samo da je stabilno, tudi, če ni tako dobro plačan. Vsaj veš, da boš 5 ali 10 let hodil v službo, se nekaj naučil, nekaj napredoval in se dobro razumel s kolektivom, ne da boš sam sebi prepuščen, brez socialne varnosti, brez dobre plače in na koncu, tako kot je rekla mlada učiteljica, 1/4 ali pa celo 1/3 plače dal za svojega otroka za mesečni plačilo vrtca. Ja, kje pa je ostalo? In glejte, ti prekarni pogoji povzročajo stalno fluktuacijo kadra, ki nima prave motivacije za dolgoročno vztrajanje v sistemu. To ne more vztrajati, to ne more oddržati. To vodi do praznih katedrov v šolstvu in pomanjkanje zdravnikov, pomanjkanje medicinskih sester v zdravstvu. V Sloveniji, glejte, mnogi zdravstveni delavci že dolgo časa opozarjajo na obremenjujoče delovne pogoje in pogoste nadure zaradi premajhnega števila kadra. Ali pa zaradi tistega kadra, ki si ne more privoščiti zasebne ordinacije. In to dejansko pripelje do izgorelosti, pripelje do odpovedi in tak poklic gubi dobro ime. Zdaj, učitelj je izgubil dobro ime na celi črti, zato nihče noče. Včasih so učitelji v vrsti stari, danes šola išče, čaka in ne dobi. Kaj se je zgodilo? A veste, kaj se je zgodilo? Zgodila se je digitalizacija in izgubila se je učinkovitost na račun človeškega pristopa. Pri prehodu na digitalno transformacijo, ki se zdaj dogaja, podprto 17 cilji agende 2030, so v ospredju samo hitre rešitve, avtomatizacija, digitalna orodja. Pri sektorjih, kot sta šolstvo in zdravstvo, je pa nujno potreben človeški stik, človeški pristop, človeški pogled, človeška beseda, ki zagotavlja kakovostno oskrbo in podporo pacientom na eni strani in učencem na drugi strani. Ne prelaganje odgovornosti v zdravstvo na računalnik in pa v šolstvo na starše. Digitalizacija je na papirju strašno učinkovita. Vse špila, super je, fajn je, hiter je narejen, dober je, vse je robotizirano, krasno, veliko podatkov, umetna rezervna pamet, po novem interakciji praktično več ni, ker dela vse umetna inteligenca, med učitelji in učenci in med zdravniki in pacienti, zdaj bo vse to rešila umetna inteligenca. Dragi moji, pozabite. Lahko povem primer, digitalizacija prinaša res da administrativne reforme, ampak delavcem nalaga pa samo še več birokratskega dela in jih odvrača od osredotočenja na kakovostno in individualno obravnavo učencev. Ste slišali, ko je povedal učitelj, da pač več ne izpolnjuje tistih formularjev, zaradi tega, ker ne zmore. Povem vam nekaj, vsi poznate Petrol, Shell, ne vem, so še druga podjetja, ki prodajajo bencin. Vsa ta podjetja, pa ne samo zadnjih 4-5 let, ampak že prej so zavezana OECD sistemu, kjer morajo na podlagi zelene agende, vključenosti, nediskriminatornosti pisati letna poročila zaradi zelene agende. In tudi, kako vključujejo nas kot stranke. Se spomnite
Če ste šli plačati benzin 15 ali pa 20 let nazaj, vas pri blagajni nihče ne vprašal, ko ste plačali benzin, a boste še kaj kupili. Potem se pa naenkrat začelo pojaviti, a imate kartico, imate to, a boste še kaj, a boste ti. Vse se je začelo obračati tržno, vsiljivo, nečloveško. Ja? In tukaj, gledajte, zaradi tega nastaja pomanjkanje sistemske podpore in osip kadrov. In slovenski šolski in zdravstveni sistem, ki se soočata z dolgoletnim pomanjkanjem ustrezne sistemske podpore, z razvojem politik, ki so usmerjene k agendi 2030, pravzaprav dejansko na celi črti spregleda posebne potrebe javnih storitev, kot so zdravstvo in kot so šolstvo, odnos do človeka, ki potrebujejo dolgoročne naložbe v človeka, ne pa hitrih digitalnih rešitev, znižane plače, povečano odgovornost, prekarnost. To je neprivlačno za mlade. Zato učitelji in zdravstveni delavci upravičeno zapuščajo ta poklic ali pa sploh ne vstopajo več v te poklice. In še točka 6. Naraščajoča centralizacija in birokratizacija. Prizadevanje, da bi te standarde uvedli zdaj v zakonodajo, v šolstvo, vsak družben sektor, da nikogar ne bi pustili za seboj, seveda bomo mogli vsi neke svoje dnevnike pisati na mobitelju, si dati državne aplikacije, sodelovati tako in drugače, pri meji pokazati, da si cepljen ali pa da nisi cepljen. Narašča totalna birokratizacija, zakaj? Za razbiranje podatkov big data za umetno inteligenco, ker s tem nadzira odločanje in postopke, dejansko pa s tem zavira prožnost in odzivnost, ne samo šolskega, zdravstvenega sistema, ampak vse lokalne potrebe, ker posod so kamere, posod so stebrički, posod si štrafan, kamorkoli greš, te vidi kamera, ampak javno to ni označeno, na skrivaj. Glejte, birokratizacija otežuje izvajanje nujnih reform in zmanjšuje avtonomijo učiteljev in zdravnikov. To pa kam pripelje? Je v to nezadovoljstvo, ki smo ga nocoj poslušali, v odpovedi, nezadovoljstvo med zaposlenimi in pa nobene učinkovitosti. Študentje 23-24 let zdaj učijo vaše otroke v šoli. Ljudje s čist drugimi profili in profesijami učijo predmet, za katerega sploh niso usposobljeni. Zdaj pa za zaključek še zadnja beseda. Torej, zeleni prehod, agenda 2030 in tret prekarnega dela in vsega tega, o čem smo nocoj govorili, o spremembah zakonodaje, o vsiljevanju, o prisilah, o podtikanju. Naredi to za drugega. Kaj bojo pa drugi rekli, če tega ne bom naredil? Vodi dejansko k destabilizaciji slovenskega celotnega družbenega sistema, ne samo šolskega in zdravstvenega. Ja? Kje bomo mi čez par let dobili kadre? Če že zdaj sem si tle zapisal, reaktiviranje upokojenih učiteljev. Učitelji, ki so si zaslužili, ki so 40-45 let v šoli poučevali in delali, jih zdaj le kličejo nazaj v šolo. Mladi ne znajo, ljudje nočejo zaradi nizkih plač, ti pa dobro, če imaš penzijo, zdaj pa če še nekaj zraven dobiš, ok, to, da si malo čas preženeš, je to dobro, ampak to je kratkoročna rešitev. Glejte, politike osredotočene na obljubo prožnosti in učinkovitosti, lepo vas prosim, na dolgi rok je v šolstvu in v zdravstvu to nevzdržno. Zakaj? Ker ustvarja pogoje, ker se oba sistema vse bolj osredotočata kadrovski manku, kadrovskemu primanjkljaju, zaradi izgorelosti in slabšim dostopom do kakovostnih storitev, to pa vse vodi do razkraja ključnih družbenih podsistemov, tako kot je dr. profesor Godina čudovito povedala. Govorimo o sistemih, o družbenih podsistemih, nikoli. Ker, ja, sej, ko pride novo, vse to bo samo laufalo. Če pa je agenda
Ja, bomo pa že tako naredili, vse se bojo oni potrudili, mi jim dajmo samo zakon, bojo že oni med seboj. Bomo malo inšpekcije pogledali, malo jim bomo kazni dali, vse bojo obovali, ne? In to, če primerjamo na sedaj to vsebino, ki sem jo opisal, in dogodke napovedane za nocojšnji film, ki ga bomo kmalu si ogledali, na družbene dogodke družine, očeta in mamo obeh otrok iz filma, Sorry, we missed you, je naslov filma, boste videli, kako vse to, kar sem povedal, primerjalno na današnje stanje slovenske družine drži. Ne samo drži, ampak celo preslikava 1:1. Hvala za vašo pozornost. Jaz sem s tem mojo repliko na nocojšnjo Tarčo povedal sem tudi nekaj drugih stvari in če vam kdo reče, da ste družbeno neodgovorni, se mu lepo zahvalite za njegovo misel, ki jo lahko kar sam obdrži. Če pride to iz medijev, ugasnite TV, če pride zakon, ga zabrište v smeti, zaradi tega, ker to vodi samo v komunistično, kitajsko, režimsko propagando. Najprej moramo biti odgovorni zase, potem smo lahko odgovorni za druge.